Naslednja predavateljica, ki jo prijazno vabim na oder, je dr. Zdenka Čebašek-Travnik iz Arboretuma Volčji Potok in nam bo predstavila socialne funkcije urbanega gozda od sprehodov, izobraževanj, druženj, umetnosti, kulture v Arboretumu Volčji Potok. Prosim. Lepo pozdravljeni. Ne vem, kolikokrat vam je v tej dvorani že predaval kakšen psihiater. Se kaj spomnite? Najbrž ne. No, potem si zapomnite današnji dan. Jaz sem psihiatrinja, torej zdravnica, specialistka psihiatrije. Sem pa tudi tabornica in sem tudi vsakodnevna redna obiskovalka Arboretuma Volčji Potok skupaj z Božem in oba dva tudi vodiva, tako znance in prijatelje, kot tudi turistične skupine. Samo toliko, da veste, zakaj sem danes tukaj, ne zaradi psihiatrije, ampak zaradi Arboretuma. Članek sem pripravila skupaj z direktorjem Arboretuma Volčji Potok, gospodom Mastnakom, ki je danes tudi tukaj z nami in bo spremljal, kako mi gre. In zdaj tukaj ni mojega predavanja. Kar naprej. Tu smo, hvala lepa. Zdaj, seveda predno sem se lotila tega predavanja, sem skrbno preštudirala po spletu in drugje pač materiale. In da bi sploh ugotovila, katere so socialne funkcije urbanih in periurbanih gozdov, in tukaj jih imate tudi napisane, in počasi se bomo skozi ta področja, ob slikah seveda, sprehodili skozi Arboretum. Zdaj, prej smo slišali nekaj o Domžalah, pa veliko o Ljubljani. No, o Kranju nisem zasledila, mogoče sem zamudila, no, ampak vseeno, tam imajo tudi urbani gozd, v Kranju namreč. Jaz sem pa doma iz Kamnika in Arboretum Volčji Potok je praktično 5 kilometrov od centra Kamnika in 7 kilometrov od Domžal. In v resnici tudi zelo blizu Ljubljane in dobra stvar je v tem, da imajo tudi Ljubljančani možnost kupiti letno karto s popustom, to sem tako povem. In je v Arboretumu tudi dosti obiskovalcev iz Ljubljane. Torej tu smo. Zdaj pa Arboretum je velik, več kot 80 hektarov. Točne številke si ne morem zapomniti, ampak gre za to, da je park ni samo park, ampak je gozd, ali pa je gozd in park, in to vse skupaj mehko prehaja iz ene oblike rastja v drugo in to lahko vidimo praktično v vseh letnih časih. Lahko vidimo, najbolj znani so postali v Arboretumu po tulipanih, ampak še prej so kronce. Bomo jih tudi videli na sliki. Potem pa vse leto spremljamo, kaj se dogaja v naravi in kaj se dogaja v urejenem parkovnem nasadu. Park je dostopen do vseh letnih časih. In tukaj na tej prvi sliki vidimo, kako je bilo med poplavami lansko leto, ko se je sprehajalna pot spremenila v reko skorajda. Jeseni imamo take zlate barve in to zimo nas je obdaril sneg. In Arboretum je bil odprt in smo se lahko sprehajali po snegu. Arboretum gosti tudi zelo različne habitate. Take lepe barve se redko ujamajo, ampak se. Tukaj vidimo, mi Prekmurci pravimo, da so to zvončki, da so to norice. Norice so v Prekmurju, tukaj so pa kronice, uradno pa so veliki zvonček. Skratka, cele poljane teh cvetov lahko vidimo. No, tukaj na tem, samo malo, ne vem, če vidite. Tukaj zdaj moram s tem pokazati. Tukaj. Veste, kaj je to? To je sršenje gnezdo, in sicer gnezdo azijskih sršenov, zelo nevarnih, in te so seveda v Arboretumu dali odstraniti, ker so bile že tudi neprijetne situacije. No, v tem gozdu, se pravi arboretumskem gozdu, pa je na razmeroma majhni površini 5 prepoznavno različnih gozdnih združb. To si lahko pridete pogledati. Imamo Gorski Bukov gozd, Krezničevjem, Podgorsko bukovje z Bekico,
Predalpski borov gozd, jelov gozd, Strokar pri Mahom, gozd velikega jesena in črne jelše. Črna jelša je posebej znamenito drevo v Kamniku, a kdo ve, zakaj se je v preteklosti uporabljala črna jelša? Spodnik, bravo, evo, izobrazba na vrhu, dobro. Ampak v Arboretumu imamo tudi vodna telesa. Moram takoj povedati, da skozi Volčji potok ne teče nič, kar bi imelo ime Volčji potok. So pa drugi potoki, raznorazni, so vodna telesa, majhna jezerca, ribniki, in tega je tudi v Arboretumu veliko. Tudi rac imamo veliko. No, in zdaj smo po tem hitrem opisu prišli na te socialne funkcije. Najprej vzgoja in izobraževanje. Vidi se, da se je začela šola, vsak dan na parkirišču za avtobuse, vsaj en avtobus ali pa dva šolarjev, no, spomladi je bilo še več turistov. Imamo eno super učno pot, Kdo se boji zajčka, na plakatu zunaj pa lahko spoznate tudi še druge programe, ki jih imamo ker jih imamo, ker se po domače počutim v Arboretumu. Programi so prilagojeni temu, koliko časa oziroma koliko so otroci stari, kakšni so njih programi. No, mi se gremo tudi spoznavanje narave. Imamo hotel za žuželke, to je tukaj. Imamo prosto živeče živali, poznate, popek, veverca, kačji pastirji, no, in imamo tudi gozdne škrate na več mestih, tako da bodite previdni, ko hodite tam okrog. Zdaj pa imamo izobraževanje za vse generacije, različne učne delavnice, ornitološki sprehodi s prostovoljko Dobsa, vodenje po manj znanih delih parka, to je zelo skrivnostno, priporočam, potem pa take bolj običajne stvari, gojenje in obrezovanje vrtnih rastlin, pa posebna zgodba o veteranskih drevesih, arboristiki in prepoznavanju mikrohabitatov, in imamo tudi fotografske tečaje in natečaje. In imamo tudi razstave na podlagi teh natečajev. V pripravi pa so tudi učne študijske skupine za starejše, tja spadam tudi jaz, v kateri bomo izkoristili naravno dediščino in pripravili tematske doživljajske poti. Pri uvodu sem pozabila povedati, da sem, odkar sem v penziji, prostovoljka za spominčice, in zato sem prinesla danes s sabo kar zajeten kup spominčic. In to je revija, ki jo izdajamo in v kateri je tudi poseben prispevek o tem, kako si lahko pomagamo z gozdno terapijo. Torej, v Arboretumu se uvaja tudi gozdna terapija. Imamo tudi čisto pravi čebeljak s čebelami in spletno oko najde tudi matico, ki je spravljena v tem majhnem vzorčnem čebelnjaku. Učimo se saditi, nič hudega, če smo malo starejši, v Arboretumu pripravijo načrt, kako se bodo selila, na primer tukaj zelišča, in potem pridemo mi, dedki in babice, in to sadimo, prav zabavno je. Seveda se družimo tudi ob glasbi in vrtnicah. Vrtnice so ena posebnost Arboretuma. Leta 2022 smo dobili certifikat oziroma nagrado za, to se reče, bom po domače povedala, najlepši, najbolj urejeni rozarij, in je to Svetovne zveze društev vrtnic. Tako da na to mora biti posebno gospod Mastnak ponosen in jaz tudi vsem gostom vedno poudarim, to je to mi imamo. Fotografski tečaji so vedno zanimivi, kmalu bo spet Noč čarovnic, kako se reče, in to je bila tudi lansko leto prilika za en tak natečaj in potem vidite, koliko se nas zbere takih tečajnikov in smo vsi navdušeni nad tem, kar nam vodja tečaja pokaže. Zdaj za zdravje. Zdravje seveda povsod radi vtaknemo in verjemite mi, veliko ljudi hodi v Arboretum točno zaradi zdravja. In tukaj imamo okrog 15 kilometrov večinoma peščenih poti, po katerih se prijetno hodi. Nekatere grejo v hrib, tako da se tudi to lahko preizkusite. V poletnem času pa zdravstveni dom iz obeh mest, se pravi iz Kamnika in iz Domžal, pripravijo preventivne zdravstvene programe, kjer si lahko vsakdo da zmeriti te osnovne parametre, krvni pritisk, krvni sladkor,
holesterol. No, tako da, občasno so tudi tečaji joge, nordijske hoje, čuječnosti, gongi, mislim, ni da ni. Skratka, jaz sem vesela, da Arboretum vzdržuje to odprtost za različne programe, ki jih seveda vse štejemo pod socialne funkcije. Ste že kdaj videli igrati harfo v gozdu? No, mi smo jo. Bila je prireditev, kjer so se zanimivi glasbeniki pred nami pogovarjali s svojimi inštrumenti, s ptiči. Prav zanimivo je bilo. In jaz sem mislila, da je to samo neka posebna glasba, ki jih izvabi, pa ni res. Kasneje, ko smo poslušali Mladinski simfonični orkester iz Twenteja z Nizozemske, so se tudi začeli ptiči oglašati, ker jim ta simfonična muzika bila ali pa ni bila všeč. No, v Arboretumu imamo tudi seveda koncerte v naravi, recitale poezije, predavanja o zgodovini in veseli smo in hvaležni, da so za to tudi namenjeni prostori. Sodelujemo tudi s kulturnimi ustanovami, recimo letni kino, zelo dobro obiskan, vsako poletje, sodelovanje z Narodno galerijo in letos smo imeli še poseben cirkus, vidite to rdečega, severnega medveda. Bila je razstava z imenom Dobra novica, mislim, da so skulpture še v parku, čeprav razstava uradno traja do 15. septembra, ampak ogromne plastične, skulpture živali so bile razporejene po celem Arboretumu, mnogi so se zgražali. Ko sem pa vodila enkrat skupino, šolskih otrok, pa smo se peljali z vlakom skozi Arboretum, pa je bilo veliko veselja. Evo, zdaj mi kažejo 1 minuto in bomo kmalu, s temle vlakcem so se peljali in bomo mi kmalu končali. Imamo tudi načrte za razvoj socialnih funkcij, pri čemer vas že zdaj vabim v študijske skupine za pripravo poti za starejše, tudi za osebe z demenco in njihove bližnje, in pripravili bomo tudi posebne programe za gibalno ovirane, slepe, gluhe in naglušne ter gluhoslepe. In tako sem v pravem času prišla do konca. Hvala lepa.